Jaz nisem jezna oseba. Zelo težko me je razkuriti, tako to je meni potrata časa in energije, res. Težko me je vršiti iz tira. Ampak to! Čau vsem skupaj. Preden si mislite, koliko sem jaz kul, ko imam vse to, nič tukaj ni mojega. Razen te skodelice. Okej, da nadaljujemo drugi akt te zgodbe. Če si še nisi pogledala oziroma pogledal prvega akta, ga bom pustila v opisu. Na hitro bom pa samo povzela, kaj se je zgodilo. Torej, jaz sem pred kratkim dobila en ful dober projekt, ko sem mislila, da bo največji projekt mojega življenja. Bi snemala 4 dni, bi bila na Peacock in bi bila na streaman platformi, karkoli, in sem rekla svoji mami, oh my god, mami, ratalo mi je. In potem eno nedeljo, ki je v bistvu bila en dan preden bi mogla iti na snemanje, mi avto crkne sred križišča in sem ga mogla poriniti ven iz križišča, poklicati avtovleko in nikjer ni bilo nobenega mehanika. In tudi ni bilo možnosti nikjer najeti nobenega avtomobila, zato sem poklicala produkcijo, pa vprašala, če mogoče lahko pridem en dan kasneje, pa so rekli, ne hvala, smo te že zamenjali, in potem sem bila v solzah in sem bila ful žalostna in sem si rekla, oh moj bog, zamenjali smo me, in potem sem v bistvu ugotovila, da če bi bilo to meni ful namenjen, da me ne bi to hitro zamenjali, ampak bi poskrbeli, da sem jaz tam, a veš, te fore. No, v glavnem. In potem jaz sem bila prepričana, da avto je mrtev. Kaput, konec, basta, the end, auf Wiedersehen. Zato, ker avto ima skoraj 200,000 prevoženih milj, kar je... How much is 200,000 miles in kilometers? 200,000 miles is equal to 321,868.8 kilometers. No, to. In v bistvu se je trikotnik za baterijo že večkrat prikazal, da tudi mehanik je rekel, da ta baterija gre že proti koncu, oziroma pač mašina, zato ker je hibrid, ne, Prius je. Hibrid je, tako da pol se fila z baterijo, pol se fila z benzinom. Pač diagnoza je bila, da ta avto ne bo preživel zime. Ta avto je preživel zimo, ne samo to, ampak ta avto je dodatno dobil 20,000 kilometrov gor, ne. Ampak, ko pa je umrl, sem si pa rekla, to je to, čas je za pogreb, ne bo več užgal, konec je z njim. Zdaj, jaz moram poudariti tukaj, da si ta avto delim z drugimi ljudmi. Sem jaz tista, ki se največ vozim okrog in potem jaz tudi za ta avto največ skrbim. Drugi niso bili za, da se ta avto odpelje k mehaniku, da se takoj odpelje prodati za dele, pa stlačiti v eno kockico, pa vršiti v koš, oziroma pač karkoli narediš z avtom, ko ga ne rabiš več, pa je v bistvu, avto je vreden manj kot jurje na tej točki, ne. Popravilo vsega tega, da bi pa to vse normalno funkcioniralo, je pa tam nekjer 4 jurje ali 5 jurjev. In jaz sem bila tako, ne bom jaz dala za mehanika, ta avto še ni mrtev, jaz čutim globoko v sebi, da ta avto ni mrtev. In jaz ne bom pustila, da se ga da na odpad, ker vem, da ni mrtev. In sem se mogla malo kregati glede tega, ker sem bila tako, potrata časa, pa toliko denarja smo že vložili v ta avto, sem rekla, jaz bom pokrila mehanika. Okej? Ni panike, bom jaz dala. Nehi se sekirati. No, in sem dala svojih zadnjih $300, ko sem še imela placa na kreditni kartici, da sem šla k mehaniku. In poglej, sino, poglej, kaj se je zgodilo. Fuck. Se ne vem, če je pametno, da pijem kavo, zato ker ta tema me toliko naspedira. Je že nekaj časa od tega, ker se je vse to zgodilo, ampak sveže je še vsem. In res je, nikoli ne bom pozabila. Torej, grem jaz k mehaniku, grem jaz tja opoldne. In kaj mi povejo? Jaz sem šla tisti dan, preden mi je avto crknil, olje menjati. In kmalu potem mi je avto crknil. Imela sem en tak ful čuden občutek, da je timing tega bil res tak zanimiv. Avto ima svoje probleme, ni več sicer zanesljiv, ampak ni pa mrtev. Razlog, zakaj je meni avto crknil sred križišča, je, da so takrat, ko so mi menjali olje, pozabili delovno brisačo not v mašini. Zraven filtra za zrak. In zato, ker zrak ne mogo normalno krožiti po avtu, se je praktično zadušil v tisti brisači, mokri, vlažni in crknil. Kaj? Jaz nisem jezna oseba. Redko kdaj sem ful jezna.
Kadar sem jezna, sem dramatično jezna in sem tako fake jezna. Zelo težko me je razkuriti, da bi bila jaz skoraj res dolg. A veš, da bi tako jezno pristopila k stvari, pa bi bila tako To je meni potrata časa in energije, res. Težko me je vršiti iz tira. Ampak to To sem pomislila, da bom potrgala glave. Jaz nisem mogla verjeti. To, stari, če bi si hotela zmisliti scenarij za najbolj glupo stvar, ki se ti lahko po menjavi olja zgodi, pa ne bi se tega mogla spomniti, zato ker kva za vraga brisačo pozabiš v... Da povzamemo moji stroški. $300 za mehanika, avtovleka, ki jih nimam neomejeno, za mesec pa pol najemnine, ki bi zaslužila v 4 dneh na tem snemanju, sem zgubila. Na koncu je že res tokenga denarja kle bilo izgubljenega, pa mojega stresa, pa moje rane na želodcu, ki sem si jo naredila zaradi tega. In sem jaz šla nazaj k mehaniku, temu, ki je menjal olje. Prišla sem not s tako razkurjeno faco, da tudi če sem meter pa čevap, ko sem videla una dva mehanika sta bila v pisarni zraven, pa sta se pogovarjala z menedžerjem. In ko sta videla moj obraz in mene in mojo furjasto hojo, ko sem se približevala mizi, sta jo toliko odkurila ven in potem sta čez steklo gledala v pisarno ves čas takole. Da vidita, kaj se dogaja, a niti en mi ni znal pogledati v oči od njiju. Niti en. Vedela sta, da sta nekaj zajebala. Vedela sta, da sta nekaj narobe naredila. In sem govorila z menedžerjem, da absolutno hočem povrnjeno imeti stroške, ki sem imela za mehanika. Nesla sem brisačo, ki je imela logotip od njihove poslovalnice gor, tako da so vedeli, da pač to si jaz ne zmišljujem. Ampak se mi zdi, da mi tudi brez tega bi mi verjeli, zaradi tega, ker mi je menedžer potem rekel, da je nov, da so ga prepeljali z ene druge podružnice. Točno zaradi tega, ker se take stvari redno dogajajo na tej lokaciji, zato da naredi red. Tako da nisem edina, ker se je to zgodilo. Očitno ta lokacija je pač postala kaotična v zadnjih nekaj tednih oziroma mesecih. In da mu je ful žal. In potem sem dobila povrnjen denar za mehanika, povrnjen denar za menjavo olja, ki sem naredila. In kupon za 25% popusta, če se še kdaj hočem vrniti ne na tisto lokacijo, ker tja ne grem več, stari, pa da mi plačaš. Ne, tudi če mi plačaš, ne grem več tja. Ampak na kakšno drugo podružnico, da lahko pol izkoristim tam. Zdelo se je, da imajo velikokrat opravka z jeznimi strankami, ker so to pohendla res tako, da vsaka jim čas, ne. In to je drugi del sage z avtom. Pride še tretji del, ampak zanj se pa moraš naročiti. To je to.